Dobrodošli na usposabljanju predstavitev prenovljenih sistemskih tolmačenj javnonaročniške zakonodaje in lep pozdrav v imenu Upravne akademije. Današnje usposabljanje bosta izvedla magister Urška Skok, vodja sektorja za sistem javnega naročanja, in Sašo Matas, direktor Direktorata za javno naročanje. Toliko z moje strani, sedaj pa predajam besedo gospodu Sašu Matasu. Gospa Polona, najlepša hvala. Medtem ko se boste vi ukvarjali z vašimi pametnimi napravami, QR-kodami, en tak kratek uvod. To predstavitev danes prenovljenih sistemskih tolmačenj javnonaročniške zakonodaje sva pripravila s kolegico Urško. V februarju in potem v maju smo na Direktoratu za javno naročanje, glede na to, da se je v tem času od priprave teh sistemskih tolmačenj, mislim, da 5-6 let nazaj, spremenila tako zakonodaja kot tudi praksa Državne revizijske komisije, smo se odločili, da pripravimo ta prenovljena stališča. Najprej dopolnjevanje in spreminjanje ponudb v februarju, konkurenčni postopek s pogajanji in potem še 6 tolmačenj, skozi katera bo na hitro, ampak res na hitro, žal v tej dobri uri šla Urška, zato ker je pravzaprav te vsebine veliko, kot boste pa videli na naši spletni strani en.gov.si, so ta tolmačenja dostopna, poskušali smo jih narediti čim krajša, predvsem z namenom seveda, da jih preberete, ampak da pravzaprav v njih pojasnimo vse tisto, kar je zelo pomembno. Preden dam besedo Urški, dve pomembni informaciji, to ni edina stvar seveda, ki jo pripravljamo na Direktoratu za javno naročanje. Trenutno smo v finišu priprave načrta za digitalno transformacijo javnega naročanja, čeprav sami veste, da smo v EU-ju eni bolj digitaliziranih, si želimo iti tukaj precej naprej. Ravno 14 dni nazaj je strani MKRR-ja, se pravi ministrstva pristojnega za kohezijsko politiko, prišla potrditev nove, tretje operacije za sistem EJN, elektronskega javnega naročanja. Dobili bomo ponovno evropska sredstva, zelo smo bili veseli, da smo bili pri tem uspešni s kolegi. Čaka nas tudi potrditev, jaz upam, sredstev za profesionalizacijo. Tudi to pripravljamo, prenovo Akademije javnega naročanja. No, in en del tega profesionalizacije, se pravi predaje tega znanja vam, predvsem naročnikom, je seveda tudi to današnje predavanje. To pa ni edina zadeva, kot sem rekel, verjetno veste, konec decembra je Evropsko računsko sodišče podalo poročilo in priporočilo Evropski uniji, državam članicam, Evropski komisiji, namreč ugotavlja, da je sistem javnega naročanja v zadnjih 10 letih precej izgubil na področju konkurenčnosti in učinkovitosti. Tudi tukaj z kolegi pripravljamo nek načrt, kako se bomo vsaj v Sloveniji na podlagi vseh teh analiz in podatkov in hkrati z OECD-jem ravno vodimo projekt, ki med drugim analizira tudi majčkeno bolj nekatere segmente, v katere prej nismo nikoli pogledali, se pravi ponudnikov, naročnikov, zato da bomo lahko pripravili tudi potem ta drugi načrt za povečanje konkurenčnosti. Vse gre sicer za nekaj zelo kratkega, ne želimo, delati iz tega nekih velikih dokumentov, ampak res tisto, kar je nujno, da povečamo konkurenčnost. To je ena stvar. Druga, še bolj pomembna pa je, da vas na tem trenutku obvestim, in če boste lahko 25. in 26. septembra bo Ministrstvo za javno upravo z drugimi direktorati pripravilo eno tako konferenco ministrstva, kjer pa bo v drugem delu 26.9. in če si lahko rezervirate ta datum, del namenjen tudi v dopoldanskem delu javnemu naročanju, pa ne le to, ob tem dogodku, ob tej konferenci bojo zraven na voljo tudi stojnice v taki, če se bo dalo, v neki delavniški obliki, kjer pa bodo posamezne predstavitve in kjer boste lahko
tudi vi udeleženci imeli neposreden stik z našimi sodelavci sistemskega področja, področja EN, elektronskega javnega naročanja in seveda z področja skupnega javnega naročanja. Se pravi 26.9. Možno bo prijava samo na drug dan, sicer seveda dogodek je omejen, tako da preko naših mesečnih novic, DN novice, boste o tem obveščeni, ko bomo tudi mi imeli natančen podatek, kdaj, kje in kako se bo možno na ta dogodek prijaviti. Da ne bom predolg, hvala lepa za udeležbo, baje nas bo danes več kot 700 oziroma približno 700, sem vesel te številke, mislim, da je celo zaenkrat gremo proti rekordu, no, ampak tudi zadnja vsa izobraževanja so precej velika udeležba. Tako da, Urška, izvoli. Hvala lepa, Sašo, hvala Polona, lep dober dan tudi z moje strani. Kot je Sašo povedal, se pravi, predstavljamo prenovljena sistemska tolmačenja javnonaročniške zakonodaje. Teh je zdaj 8. Najprej sta bila sicer objavljena 2, ki sta precej obsežna, dopolnjevanje in spreminjanje ponudb in pa konkurenčni postopek s pogajanji. Kljub temu, da smo prej povedali, da smo želeli ta tolmačenja narediti dokaj kratka, zato da so pač tudi jasna, je eno izmed teh, dopolnjevanje in spreminjanje ponudb res na 15 straneh, ampak zajema ogromno prakse Državne revizijske komisije. Razlog, da je to tolmačenje tako dolgo oziroma daljše od ostalih, je pa tudi v tem, da na to temo pravzaprav prejemamo dejansko največ vprašanj. Ostalih 6 tolmačenj je nekoliko krajših, tudi pri teh prvih 6 ni nekih bistvenih sprememb oziroma ni tako obsežnih sprememb, in kot boste videli skozi prezentacijo, pri določenih teh institutih se bomo ustavili za krajši čas, torej bo predstavitev dosti krajša, pri nekaterih oziroma zlasti pri zadnjih 2 si bomo pa vzeli nekoliko več časa in tudi malo bolj podrobno pogledali nekatere stvari. Vsa ta stališča so tudi objavljena na tej povezavi, ki jo imate na prezentaciji, oziroma na spletni strani, ki jo je Sašo že omenil, en.gov.si. Zdaj, ta tolmačenja oziroma ta prenova dejansko temelji predvsem na spremembah zakonodaje, ki so se zgodile v zadnjih nekaj letih oziroma v zadnjih zlasti 4 letih, pa tudi zaradi prakse Državne revizijske komisije, ki je v nekaterih segmentih šla zelo v drugo, precej strogo smer. Zdaj, prva taka novela, ki je vplivala na to, da so naša objavljena tolmačenja postala neaktualna, je bila novela ZN3B leta 2021. Da majčkeno osvežimo, kaj vse so prinesle te novele. Zvišali smo pragove za uporabo zakona, kar pomeni, da so se spremenila tudi tista sfera naročil, ki zapadajo pod evidenčna naročila, dvignil se je prag za uporabo postopka naročila male vrednosti, dodali smo nove 4 izjeme, dodali smo, da se sklopi izločeni štejejo za evidenčna naročila, spremenili smo nekoliko ta institut dopolnjevanja in spreminjanja ponudb. Nekaj sprememb je bilo tudi pri dokazovanju nekaznovanosti, se pravi, zdaj smo šli, oziroma takrat smo šli na to 7-mesečno obdobje pridobivanja dokazil. Potem pa naslednja, tista pomembna novela, je bila pa ZN3D leta 2023, kjer smo pa dodali tudi zaradi seveda odločitve Ustavnega sodišča kazniva dejanja v razvezni pogoj, vpeljali popravni mehanizem na nekoliko obsežnejši način, praktično povsod, bomo videli kasneje, določili, da se davki preverjajo na drug presečni datum. Nekaj sprememb je tudi pri obveščanju, pri odpiranju konkurence, ko se izvaja okvirni sporazum, in pa tudi zelo pomembna zadeva, da smo uredili povezavo s centralno kazensko evidenco, plus, da smo določili, da soglasja za preverjanje fizičnih oseb v tej evidenci niso več obvezna. In zdaj, če gremo kar po vrsti, kot so tule navedeni tudi na tem slajdu, najprej ugotavljanje sposobnosti. Ugotavljanje sposobnosti je v bistvu faza, kjer mi preverjamo ponudnike, ampak ta faza pa zajema seveda razloge za izključitev in tudi pogoje za sodelovanje. Vendar to sistemsko tolmačenje, ki ima naslov ugotavljanje sposobnosti, se fokusira pretežno na 75. člen, torej na razloge za izključitev. In v tem 75. členu se je zgodilo nekaj sprememb.
Mogoče, če na začetku, preden grem na uskladitev za odločbo Ustavnega sodišča, omenim spremembo, ki se je zgodila pravzaprav zaradi ene sodbe Sodišča Evropske unije, ki je dala jasno usmeritev glede omejevanja konkurence. Namreč razlogi za izključitev, verjetno vsi vemo, so razdeljeni na dva dela. Eni so obvezni razlogi, torej pravnomočne sodbe, kazniva dejanja, neplačani davki, prispevki, določeni prekrški in pa uvrstitev v evidenco zaradi izrečenih stranskih sankcij iz postopkov naročanja. V drugem delu, torej neobvezni razlogi za izključitev, teh je pa 9, jih imamo pa cel kup, če rečem po domače, od stečaja, nespoštovanja delovne zakonodaje, slabe prakse pri preteklih poslih in podobno, in med njimi je tudi razlog za izključitev, če naročnik ugotovi, da so se ponudniki med sabo dogovarjali z namenom, da izkrivljajo konkurenco. Doslej, oziroma do te novele ZN3D, je bilo nekako zapisano, oziroma je veljalo, da se šteje, da obstaja sum za takšno dogovarjanje, če naročnik o tem sumu obvesti Agencijo za varstvo konkurence. Agencija za varstvo konkurence pa v 15 dneh izda sklep oziroma naročnika obvesti, da bo uvedla preiskavo. In to je bilo za naročnika pač dovolj, da je štel, da obstaja ta indic in je lahko ponudnika izključil iz postopka. Na podlagi te sodbe in s to spremembo je pa zdaj v zakonu sicer ena zelo majhna, na prvi pogled jo mogoče niti ne opazite, dodana beseda tudi. Namreč zdaj je zapisano, da se šteje, da obstaja ta indic, da so se ponudniki med sabo dogovarjali, tudi v primeru, če ABK uvede postopek, kar pomeni neizključno v tem primeru. Namreč ta sodba Sodišča Evropske unije je dala jasno vedeti, da primarno bi pravzaprav moral ta razlog ugotavljati naročnik sam. To, da nek organ, ki je sicer pristojen za to področje, pri nas je to AVK, ugotovi neko tako dogovarjanje, je lahko eden od pokazateljev, ampak načeloma bi moral te razloge za izključitev, vključno s tem omejevanjem konkurence, preverjati in ugotavljati naročnik sam, oziroma če naročnik sam meni, da obstaja takšen indic, ne rabi niti čakati, niti preverjati pri pristojnem organu, ali dejansko gre za to ali ne. V nadaljevanju je pa to tolmačenje prenovljeno v delu, ki se nanaša na obvezne razloge za izključitev, se pravi na davke, ki sem jih že prej omenila. Namreč davki so bili do te novele narejeni na način, da je naročnik preverjal plačilo davkov in prispevkov in oddanih obrazcev na dan, ko je ponudnik oddal prijavo oziroma ponudbo. S to novelo se je zadeva spremenila na način, da je razlog za izključitev, če je ponudnik neplačnik davkov in prispevkov oziroma ne oddaja obrazcev, zraven je pa zapisano, da se pa ponudnika ne izloči oziroma ne izključi, če do roka, ki je določen za oddajo prijave oziroma ponudbe, te obveznosti poravna. Še vedno obstaja 50 €, tisti minimum, ki ga seveda naročniki spregledamo, ampak kar je več kot 50 €, pa na tisti dan, ko je določen kot rok za oddajo prijave oziroma ponudbe, ne smejo biti, torej ne smejo obstajati dolg večji od 50 € oziroma ne smejo obstajati neoddani obrazci. In seveda posledično je bil tudi e-dosje, ki ga uporabljamo za preverjanje tudi tega razloga, takrat seveda popravljen oziroma posodobljen. V okviru prenove tega tolmačenja je zapisano tudi, kako je zdaj s popravnim mehanizmom, namreč tudi pri popravnem mehanizmu so določene spremembe, in sicer je zdaj v zakonu zelo jasno zapisano, da lahko ponudnik uveljavlja popravni mehanizem do roka za oddajo ponudb oziroma prijav, če gre za dvofazne postopke. Prej to ni bilo navedeno, kljub temu, da smo mi ves čas tolmačili, da mora to ponudnik narediti hkrati, ko odda ponudbo, je bila kasneje tudi ena sodba Sodišča Evropske unije oziroma tudi praksa Državne revizijske komisije, ki je nakazala na to, da lahko tudi kasneje, zato ker v zakonu ni bilo jasno definiranega tistega trenutka, do katerega je popravni mehanizem dovoljeno uveljavljati. Zdaj je ta dilema seveda odpadla in ponudniki lahko uveljavljajo popravni mehanizem do izteka roka za oddajo ponudbe. To ne pomeni, da ga morajo nujno uveljavljati hkrati v sami ponudbi, namreč teoretično se lahko zgodi, da ponudnik odda ponudbo 5 dni pred rokom, popravni mehanizem uveljavlja 3 dni pred rokom.
Skratka, uveljavljen, če je že, mora biti do izteka roka za oddajo ponudbe. Obenem je pa popravni mehanizem dovoljen, poleg tega, kar je bil že prej. Že prej je bil dovoljen pri pravnomočnih kaznivih, torej pravnomočnih sodbah za kazniva dejanja in pri vseh neobveznih razlogih za izključitev. Zdaj je pa dovoljen tudi pri ugotovljenih 2 prekrških, kjer sta bile izrečene globe, in ti prekrški se seveda nanašajo na področje zaposlovanja in dela. Popravnega mehanizma pa še vedno ni pri uvrstitvi gospodarskih subjektov v evidenco z izrečenimi stranskimi sankcijami, izločitve iz postopkov, namreč tukaj sodišče v prekrškovnem postopku izreče sankcijo in točno pove, do kdaj je nekdo izključen iz postopka in v tem delu ne more uveljavljati popravnega mehanizma. Poleg teh zakonodajnih sprememb in sprememb prakse DKOM, pa se, kar tudi večkrat poudarjamo, kjerkoli se imamo pač priložnost srečati z vami, se na področju Evropske unije dogajajo številne druge sektorske, bom rekla, zakonodaje, od direktiv, uredb, sklepov, komisije in tako naprej. In med njimi imamo zdaj že kar nekaj časa tudi uredbo o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije. In po tej uredbi je tudi naročnik zavezan izključiti gospodarski subjekt iz določenih razlogov, in sicer takrat, ko ugotovi, da je ta ponudnik ruski državljan, oziroma da je ta subjekt pač s sedežem v Rusiji, ali tudi v nekaterih drugih primerih, in sicer če je ta gospodarski subjekt samo v 50 oziroma več kot 50% lastništvu ruskega subjekta, ali če deluje v imenu in za račun oziroma po navodilih subjektov, ki so ruski državljani oziroma imajo sedež v Rusiji, in enako velja tudi za podizvajalce, če so ti podizvajalci udeleženi v celem tem pač javnem naročilu v več kot 10% deležu. Zdaj, kar se tiče teh ukrepov proti Rusiji, je naročnik zavezan to upoštevati, ampak ne v popolnoma vseh javnih naročilih, ampak v tistih, ki so nad evropskimi pragovi, torej nad mejnimi vrednostmi za objavo v evropskem portalu, in v tistih primerih tudi, kjer so pogodbe seveda sklenjene po 9. aprilu 2022, ko je dejansko stopila v uporabo ta uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije. Evropska komisija je v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi pripravila pogosta vprašanja in odgovore, teh je kar nekaj in so dejansko zelo konkretna, zato predlagamo, da si tudi ta pojasnila Evropske komisije pogledate, so objavljena na naši spletni strani, do njih pa lahko neposredno dostopate tudi z klikom na link, ki je v tem sistemskem tolmačenju, ki se nanaša na ugotavljanje sposobnosti. In kot boste videli, če boste oziroma ko boste prebrali, če še niste teh prenovljenih tolmačenj, notri omenjamo tudi druge okoliščine, ki jih je treba v določenih primerih upoštevati pri razlogih za izključitev, kot je recimo uredba IPI ali pa uredba, ki določa tuje subvencije, s tem, da tukaj nismo šli v podrobnosti, ker gre dejansko za 2 področji, ki se bosta v praksi, zlasti v Sloveniji, ker smo majhni, verjetno zgodili skoraj da nikoli ali pa zelo, zelo redko. Prihajajo pa seveda še počasi druge direktive in uredbe Evropske komisije, ki bodo precej posegle v sistem javnega naročanja, in o tem vas bomo seveda sproti obveščali takrat, ko bodo te sprejete. Če gremo na naslednje tolmačenje oziroma na naslednji institut, ki ga eno izmed tolmačenj pokriva, so sestavine pogodbe in socialna klavzula. Da nekoliko osvežimo, kaj so obvezne sestavine pogodbe po našem zakonu, cena in pa seveda rok veljavnosti pogodbe. Tukaj bi, čeprav se nič ni spremenilo, še vedno opozorila, da je treba biti pozoren na to obvezno sestavino rok veljavnosti pogodbe, kar ni nujno enako roku izvedbe oziroma roku neke obveznosti, ki jo ima ponudnik po tej naši pogodbi o izvedbi naročila, ampak moramo določiti rok, v katerem velja pogodba. To je predvsem pomembno tudi zaradi ali pa zlasti zaradi 95. člena, ki ureja dovoljene spremembe pogodb v času njene veljavnosti. Torej, če mi ne vemo, koliko časa nam pogodba velja, torej tudi ne moramo presojati,
ali smo še v tistem časovnem momentu, ko sploh lahko preverimo, ali so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe po 95. členu. Spremembe so se zgodile tudi v razveznem pogoju, ki je seveda tudi obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ta razvezni pogoj se razlikuje glede na to, kaj je predmet naročila. V 67. členu imamo praktično vsa javna naročila blaga, gradenj in pa storitev, razen tistih, ki so v 67.a členu. V tem členu so pa seveda delovno intenzivne storitve, kot so, storitve čiščenja, varovanja, vzdrževanja in podobno. Vsebina samega razveznega pogoja je praktično identična. Razlika je v tem, da pri 67. členu naročniki nismo dolžni aktivno preverjati, ampak pridemo do tega, ali se razvezni pogoj uresniči ali ne, v primeru, da smo seznanjeni z določeno kršitvijo. Pri 67.a členu pa imamo naročniki obveznost, da na pol leta dejansko preverjamo te okoliščine, ki so lahko seveda povod, da pride do tega, da se pogodba razveže. Pri 67.a členu imamo eno novost, ki je seveda tudi omenjena v tem tolmačenju, in sicer je ta novost nekako sledila odločitvi takrat Ustavnega sodišča, ki je povedala, da imamo nesorazmerno urejeno razloge za izključitev in pa potem razloge za razvezo pogodbe, zato je v tem delu dodana nova okoliščina, ki jo je treba preverjati, in to so kazniva dejanja. Se pravi, zdaj pri 67.a členu na pol leta dejansko preverjamo iste okoliščine, kot jih preverjamo pri preverjanju ponudbe v fazi postopka, ko govorimo o obveznih razlogih za izključitev. Da na hitro ponovim: kazniva dejanja, neplačani davki, prispevki, 2 prekrška z izrečeno globo in pa uvrstitev v evidenco izrečenih stranskih sankcij. Tudi zaradi odločitve Ustavnega sodišča je pa v razvezni pogoj vpeljan popravni mehanizem. Ustavno sodišče je namreč reklo, da ni nobenega razloga za razlikovanje med tem, da se lahko nekdo v samem postopku samo očisti, torej dokaže z določenimi ukrepi, da je zanesljiv, da tega ne bi imel možnost narediti tudi, ko je pogodba že v teku. Zdaj, za uresničitev tega razveznega pogoja pa so seveda določeni pogoji, povezani predvsem tudi s tem popravnim mehanizmom, in sicer, če je naročnik dejansko seznanjen s to kršitvijo. Pri 67. členu, če je seznanjen na nek način, torej dobi neko informacijo od zunaj, pri 67.a členu pa, če je seznanjen takrat, ko na pol leta preverja te okoliščine. Je v tem primeru dolžan izvajalca o tem obvestiti v 10 dneh. Potem pa ima izvajalec možnost, da v roku, ki ga sicer postavi naročnik, ampak ta rok ne sme biti daljši od 15 dni, torej 15 dni je ta maksimum, naročniku predloži dokaze, da je sprejel določene ukrepe, s katerimi seveda dokazuje svojo zanesljivost, kljub temu, da obstajajo te kršitve. Te kršitve se nanašajo lahko tudi na podizvajalce, ne samo torej na glavnega izvajalca oziroma na skupino ponudnikov, če imamo joint venture. In če obstaja kršitev pri podizvajalcu, ima izvajalec prav tako v tem istem roku možnost, da tudi za podizvajalca uveljavlja popravni mehanizem. In potem seveda zgodba še ni končana. Če podizvajalec ne predloži teh dokazov oziroma ne uveljavlja popravnega mehanizma, ali pa, če ga uveljavlja, pa naročnik presodi, da ti ukrepi niso zadostni, ima izvajalec še vedno možnost zamenjati tega podizvajalca ali celo, da sam prevzame ta del posla, seveda pod pogojem, da to ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. In šele, če izvajalec zase, ukolikor je kršitev pri njemu, ne uspe uspešno uveljavljati popravnega mehanizma, oziroma če je kršitev pri podizvajalcu pa zanj ne uspe dokazati, da obstajajo ustrezni ukrepi oziroma ne zamenja podizvajalca ali ne prevzame del sam, skratka, ogromno možnosti ima, da sanira svojo kršitev, šele v tem primeru se uresniči razvezni pogoj in spet, če je vse to izpolnjeno, še pod pogojem, da je do konca izteka pogodbe še najmanj 6 mesecev. Se pravi, kar precej mehanizmov je, ki jih imajo na voljo ponudniki, da kljub temu, da neka kršitev obstaja,
poskušajo ohraniti pogodbo v veljavi, namreč to je tudi temeljno načelo obligacijskega prava, da se naj pogodbe vendarle izvršijo tako, kot so bile sklenjene. Na tem mestu bi mogoče opozorila še na tole protikorupcijsko klavzulo, kjer sicer ni nič novega, ampak gre za klavzulo, ki je obvezna v vseh pogodbah o izvedbi javnega naročila, ampak na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Se pravi, v ZJN 3 tega ne boste našli v 67. členu, ki govori o obveznih sestavinah pogodbe, zato to vedno poudarjamo, ker to izhaja iz drugega zakona, ampak je ravno tako obvezno. In morda za konec pri tej predstavitvi, torej pri tem institutu sestavin pogodb, ni obvezno, ampak vendarle se je v zadnjem času izkazalo, zdaj že kar nekaj letno, da je zelo pomembno opredeliti v pogodbi tudi ustrezna tveganja. Bili smo deležni pred časom covida, ki je otežil izvajanje pogodb, potem so se zgodile določene zakonodajne spremembe, dvigi minimalnih plač, včasih še precej let nazaj dvig DDV-ja, zdaj nazadnje smo bili soočeni z bistvenimi dvigi cen, tako surovin kot storitev, in vse to so stvari, ki lahko vplivajo na izvedbo pogodbe, in če niso vnaprej predvidena ta tveganja in prilagoditve pogodbe, potem imamo seveda naročniki in ponudniki težave, kako takšno pogodbo pripeljati do njenega ustreznega zaključka. Če mogoče na tem mestu opozorim na eno sodbo sodišča Evropske unije, Fin-Frogne, 549/14. Sodišče je v bistvu v tej sodbi tudi zelo jasno izpostavilo, da so nekatera naročila že zaradi svojega predmeta v bistvu zelo negotova, zelo tvegana, in da naročnik kot skrben gospodar je dolžan tudi v takih primerih ta tveganja predvideti, skrbno določiti predmet in si na nek način pridržati oziroma opredeliti možnosti, da opravi določene tudi bistvene spremembe naročila, potem ko je pogodba že enkrat sklenjena. Skratka, sodišče je nekako želelo povedati, da ta izgovor, ki ga včasih uporabljajo naročniki, da so pogodbe kompleksne in da se ne da vsega vnaprej predvidevati, kaže ravno na to, da je treba posebno skrbnost v takih primerih posvetiti ravno pogodbenim določilom in poskušati ta tveganja seveda zminimalizirati. Naslednje, mislim, da tretje prenovljeno sistemsko tolmačenje je precej enostavno, se nanaša na sklenitev in izvajanje okvirnega sporazuma. Tukaj smo pravzaprav dejansko prenovili tisti del, ki je se zgodil z novelo ZJN 3b, in sicer, da obveščanje pri odpiranju konkurence, ko je enkrat okvirni sporazum že sklenjen, ni treba, da poteka na način, kot poteka sicer, torej ni treba, da se odločitev o oddaji posamičnega naročila objavi na portalu javnih naročil, ampak lahko naročnik v tem primeru sam določi, na kakšen način bo stranke okvirnega sporazuma obveščal o sprejetih odločitvah, takrat, ko bo odpiral pač konkurenco za oddajo posamičnega naročila. Opozorila bi pa na tem mestu, ker to je tudi ena novost, ki se je zgodila po tistem, ko je bilo v bistvu prvo to sistemsko tolmačenje objavljeno, in sicer spet ena sodba sodišča Evropske unije, o kateri smo vas sicer obvestili z enimi izmed preteklih novic, leto morda 2 nazaj. Ta sodba je dala nekako zelo jasno sporočilo, oziroma odgovorila na vprašanje, ki je bilo večno, kaj je zdaj s to ocenjeno vrednostjo pri okvirnem sporazumu. Namreč že vrsto let se srečujemo z vprašanjem oziroma dilemami, kaj pomeni to okvirno, in marsikdo razume okvirni sporazum, to besedo okvirno, da je zadeva ohlapna in da je ohlapna tudi, kar se tiče ocenjene vrednosti in kasneje zagotovljenih sredstev oziroma dejanske vrednosti pogodbe. In ta sodba sodišča EU je povedala to, kar dejansko izhaja tudi iz 24. člena našega zakona, ki reče, da ko se izračuna oziroma določa ocenjena vrednost, v primerih, ko bo sklenjen okvirni sporazum, mora naročnik upoštevati najvišjo ocenjeno vrednost vseh javnih naročil za celotno trajanje okvirnega sporazuma, in sodba je še dodala, da na ta način izračunana najvišja ocenjena vrednost je tudi maksimalna vrednost, ki je naročnik seveda
ne sme preseči, ne. In ta okvirnost torej ni vezana na to, da bi bila ocenjena ali zagotovljena sredstva ohlapna. Ta okvirnost sporazuma pomeni, da imamo po zakonu možnost, da se tudi potem, ko je že enkrat sporazum sklenjen, o določenih pogojih naročila še pogajamo oziroma pogovarjamo. Evo, sklenitev okvirnega sporazuma, res kratka zadeva. Kot sem rekla že na začetku, ne, pri nekaterih se bomo ustavili zelo kratek čas. Morda oziroma zagotovo zelo preprosto pojasnilo tudi na področju evidenčnih naročil. Mislim, da ta del tudi ni deležen nekih bistvenih vprašanj, vsaj mi se z njimi ne srečujemo. Z novelo ZJN-3B so bili torej pragovi za uporabo zakona in posledično pragovi, v okviru katerih se gibljemo pri evidenčnih naročilih, dvignjeni. Dvignjeni so bili trajno, ker predtem smo imeli seveda te enake vrednosti začasno dvignjene z interventnimi zakoni. Se pravi, zdaj pod evidenčna naročila spadajo vsa naročila, ki so od 0 do 40 tisoč evrov za blago in storitve oziroma do 80 tisoč evrov za gradnje na splošnem področju in na infrastrukturi do 50 tisoč oziroma 100 tisoč evrov. Na infrastrukturi se namreč niti z interventno, niti s kasnejšo to trajno rešitvijo mejne vrednosti niso dvignile. Sprememba je torej samo v teh 40 in 80 tisoč evrov. Pod evidenčna naročila spadajo tudi vsa naročila socialnih in drugih posebnih storitev od 0 do 750 tisoč evrov na splošnem oziroma milijon na infrastrukturnem področju. Zelo jasno je bilo z novelo tudi zapisano, kar smo mi sicer razlagali že prej, ampak moram kar priznati, da zadeva ni eksplicitno izhajala iz zakona in je bilo prav, da je tudi pač eksplicitno zapišemo, da se kot evidenčna naročila smatrajo tudi izločeni sklopi. Izločeni sklopi, kot bomo videli tudi v naslednjem slajdu, pa so seveda lahko do vrednosti 80 tisoč evrov na obeh področjih. Tukaj ni razlikovanja na splošno in infrastrukturno področje in seveda izločeni sklopi so dovoljeni samo pri naročanju blaga in storitev, če gledamo ZJN-3 in odmislimo nekoliko en zakon, poseben zakon, ki je namenjen obnovi in razvoju po poplavah, ki ima en začasen ukrep na tem področju tudi pri gradnjah. S to novelo pa smo v zakon dodali tudi 4 nove izjeme. Naročanje, se pravi blaga za nadaljnjo prodajo, določene revizijske storitve, protokolarna darila in pa naročanje živil. In za vse te 4 izjeme po zakonu velja, da jih je dovoljeno uporabiti samo v primeru, da so pod pragovi za objavo v Uradnem listu Evropske unije, torej pod mejnimi vrednostmi, evropskimi mejnimi vrednostmi. Te so trenutno 143 tisoč evrov za državne organe oziroma 221 tisoč evrov za vse ostale naročnike, torej odvisno od kategorije naročnika. In tudi za te 4 izjeme je zelo jasno zapisano, da čeprav ni treba uporabljati ničesar po zakonu, torej so izjema, se smatrajo za evidenčna naročila. Namreč to pravilo ne velja za vseh ostalih 28 izjem, ki smo jih imeli, oziroma jih imamo po 27. členu že od samega začetka sprejema zakona. Če torej po izjemi, recimo in-house, ali pa če po izjemi naročamo, kupujemo obstoječe stavbe, to ne zapade pod pravila evidenčnih naročil. Samo te 4 nove izjeme se smatrajo oziroma jih je treba šteti, kot da so evidenčna naročila. Kaj to pomeni, da jih je treba šteti za evidenčna naročila? Tu veljajo pač sicer minimalna, a vendarle pravila, ki jih mora naročnik upoštevati, in sicer voditi evidenco o teh naročilih, poročati enkrat letno, torej do konca februarja za preteklo leto, skupno vsoto vseh oddanih evidenčnih naročil, ločeno na blago, storitev in gradnjo, in pa pri tistih evidenčnih naročilih, ki so višja od 10 tisoč evrov, objaviti tudi seznam teh naročil, ki mora vsebovati nekoliko več podatkov, torej komu je bilo naročilo oddano, kaj je predmet in kakšna je vrednost. In za vsa evidenčna naročila od novele ZJN-3D velja tudi nova obveznost naročnika, in sicer, da mora naročnik obveščati neizbrane ponudnike, tiste, ki so oddali ponudbo o tem, kdo je bil izbran. Obvestilo mora biti pisno. Oblika ni predpisana,
vsebina kot taka ni predpisana. Pomembno je, da naročnik tiste ponudnike, ki so oddali ponudbo na povabilo v evidenčnem naročilu, obvestijo o tem, kdo je bil izbran. In načeloma se v ta obvestila tudi pravni pouk ne piše, namreč pri evidenčnih naročilih načeloma zahtevki za revizijo niso dopustni oziroma je možno samo sodno varstvo. Prenovljeno je posledično, ravno iz teh razlogov, ki sem jih zdaj omenjala, tolmačenje, ki se nanaša na uresničevanje načela kratkih verig. Se pravi, kratke verige pomeni uporabo možnosti, ki jo daje 73. člen zakona, to so izločeni sklopi za blago in storitve. Vemo, da imamo dva pogoja, eden je, da posamezen izločen sklop ne sme presegati 80.000 evrov, in drugi pogoj je, da skupaj vsi na ta način izločeni sklopi ne smejo presegati 20% vrednosti vseh sklopov skupaj. In glede na to spremembo, ki sem jo prej omenjala, torej da tudi izločeni sklopi štejejo za evidenčna naročila, je v tem prenovljenem tolmačenju tudi zelo jasno zapisano, kaj to pomeni, torej da je tudi za te sklope potrebno voditi evidenco, objaviti statistične podatke, objaviti seznam, vkolikor so ti sklopi večji od 10.000 evrov, in pa tudi v tem primeru obveščati neizbrane ponudnike o tem, kdo je bil izbran. In ko smo ravno pri obveščanju, še to sistemsko pojasnilo, ki pravzaprav je spremenjeno v delu, kjer pojasnimo, da se odločitve o oddaji naročila objavljajo izključno na portalu javnih naročil, tudi v netransparentnih postopkih, tega pred novelo B ni bilo. Izjema še vedno ostaja postopek s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti. V tem primeru ima naročnik še vedno možnost, da se sam odloči, ali odločitev objavi na portalu javnih naročil, ali pa odločitev pošlje na star način, torej z uporabo upravnega postopka, torej po ZUP-u, iz te modre kuverte, če se jih še spomnimo. Odločitve, kako se objavljajo, tukaj sem si to prav posebej zapisala, da vas opozorim, kljub temu, da je bil portal javnih naročil prenovljen, pri objavljanju odločitev na portalu ni sprememb, greste v dosje javnega naročila, izberete nadaljuj postopek, ta izbor naredite na obrazcu o naročilu in seveda tam izberete odločitev, kamor pripnete podpisano PDF odločitev, jo naložite in s tem je ta odločitev objavljena in še vedno je zagotovljena možnost vnašanja elektronskih naslovov ponudnikov, ki bodo na ta način seveda tudi po elektronski pošti obveščeni o tem, da je odločitev objavljena, in še vedno tudi obstaja možnost, da se ponudniki ali pravzaprav kdorkoli je zainteresiran, niti ni nujno, da je oddal ponudbo, prijavi na obveščanje o tej odločitvi, vendar s tem dejstvom oziroma s temi podatki naročnik ni seznanjen. Torej, naročnik ne ve, kdo se je prijavil, da bi pač želel biti o tej odločitvi obveščen. Zato takrat, ko naročnik vnese sam elektronske naslove pač teh ponudnikov, mora paziti na to, da dejansko zaradi načela enakopravnosti vnese elektronske naslove vseh ponudnikov, da ne bi na koga nehote pozabil. Kot že prejle omenjeno, potem tolmačenju glede obveščanja je tudi omenjeno obveščanje o odločitvi pri odpiranju konkurence pri okvirnih sporazumih, torej ta možnost izbire, da naročnik sam izbere, na kakšen način bo ponudnike obveščal, o tem sem prej že govorila, da se ne ponavljam. Dodajam pa, ker se pojavlja pa v tem segmentu precej vprašanj, da pa pri dinamičnem nabavnem sistemu obveščanje o vsakem oddanem posameznem naročilu še vedno poteka na način, in tukaj ne bo sprememb, da se odločitev objavi na portalu javnih naročil. Gre namreč za precejšnjo razliko med okvirnim sporazumom pa dinamičnim nabavnim sistemom. Okvirni sporazum je zgolj vrsta pogodbe, ki se sklene po izvedenem postopku naročila, kjer se izberejo ponudniki oziroma izberejo se stranke okvirnega sporazuma in je takrat odločitev o izboru dejansko že objavljena na portalu javnih naročil. In kasneje, ko se odpira konkurenca med temi izbranimi, je pač dopuščeno, da lahko naročnik izbere drugačen način obveščanja. Pri dinamičnem nabavnem sistemu je pa zgodba drugačna,
Gre namreč za sistem, ki se vzpostavi na podlagi uporabe omejenega postopka, kjer se izvede prva faza tega omejenega postopka, da se izberejo kandidati, ki so uvrščeni v katalog, če tako rečem, ali pa seznam, dinamičnega nabavnega sistema. In v tej prvi fazi pač nimamo nobenih ponudb še. Te se začnejo pridobivati šele pri povpraševanjih za posamezno naročilo v drugi fazi in takrat naročnik dejansko odda posamezno naročilo nekomu in zato je v tem delu seveda treba še vedno objavljati odločitve o oddanem posameznem naročilu pri dinamičnem nabavnem sistemu na izključno portalu javnih naročil. To so bila do zdaj tista malo manj zahtevna ali pa krajša prenovljena tolmačenja. Ostajata nam pa še dve temi, ki sta nekoliko, bom rekla, obsežnejši ali pa morda tudi zaradi vseh teh vprašanj zahtevnejši za uporabnike. In zato mogoče na tem mestu ne bom povedala samo tistih poudarkov oziroma tistih stvari, ki so se spremenile, ampak tudi poskušala prikazati nekoliko širšo sliko. Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb je naslov enega od teh sistemskih tolmačenj, kar pomeni, da smo v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. To tolmačenje je bilo treba prenoviti iz dveh razlogov. Prvi je novela ZN3B, ki je dejansko posegla v ta institut. Drug razlog so pa odločitve Državne revizijske komisije, ki so v tem segmentu zadevo zapeljale v precej strogo tolmačenje, zlasti v delu, ki se nanaša na dopolnjevanje pri tehničnih specifikacijah. Kaj pravi zakon sploh glede dopolnjevanja in spreminjanja ponudb, oziroma glede na to, kaj sem prej rekla, da smo v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Namreč naročnik lahko odda javno naročilo na podlagi meril šele potem, ko dejansko preveri, ali je ponudba skladna s tem, kar je zahteval naročnik, torej ali predmet ustreza, ali so tehnične specifikacije takšne, kot smo jih zahtevali, in tudi potem, ko preveri, da je ponudbo oddal ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in seveda, ki izpolnjuje vse postavljene pogoje za sodelovanje. Pri tem je zelo pomembno, da izhajamo tudi iz določenih pravil iz zakona in iz določenih stališč, ki jih je že zavzela Državna revizijska komisija, in to moramo imeti ves čas v vidu. In sicer paziti moramo na načelo enakopravne obravnave, seveda tudi na druga načela, ampak v tem segmentu še posebej na to načelo. Zavedati se moramo, da določenih delov ponudbe ni mogoče oziroma ni dovoljeno dopolnjevati. Paziti moramo tudi na zelo jasno, že dolgoletno stališče DKOM-a, da je naročnik vezan na določila lastne razpisne dokumentacije. To, kar si naročnik zapiše v razpisno dokumentacijo, postane aksiom, je kot zabetonirano in od tega ne more kasneje odstopati. Seveda tudi nejasnih določb v razpisni dokumentaciji ne moremo oziroma ne smemo razlagati v škodo ponudnikov in pa morda še najmanj pomembna, ampak tudi pomembna, določbe razpisne dokumentacije morajo biti konkretne, torej dovolj konkretizirane, da lahko sploh presojamo oziroma da lahko ponudnik ve, kako in na kakšen način naj ravna. Glede dopolnjevanja smo imeli že samo novelo, torej nekaj novosti. Še vedno velja oziroma ves čas že velja, da če so oziroma se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne, oziroma če kakšen dokument manjka, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v določenem roku te podatke zagotovijo, dopolnijo, popravijo, skratka pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, seveda pod pogojem, da gre za enakopravno obravnavo in pa transparentnost. Obstajajo pa določene omejitve, in sicer predložitev dokumenta, popravek, pojasnilo, karkoli že, se lahko nanaša zgolj na tiste elemente ponudbe, ki jih je mogoče preveriti pred iztekom roka za predložitev prijave ali ponudbe, in ta preveritev mora biti mogoča objektivno. Ponudnik določenih delov ne sme dopolnjevati oziroma popravljati, in to je njegova cena brez DDV-ja.
vrednost postavke brez DDV, skupna vrednost ponudbe brez DDV, razen v določenih zakonsko dovoljenih primerih, in ponudnik tudi ne sme dopolnjevati oziroma popravljati tistega dela, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta naročila. Zdaj, dve novosti na podlagi samega zakona, se opravičujem, so očitne napake. Naročnik ima namreč zdaj možnost, da očitne napake spregleda. Spregled pomeni, da se s to napako niti ne ukvarjamo, torej ne sprašujemo ponudnika, niti po pojasnilu, niti po kakšnem dopolnjevanju. S ponudnikom se o tej napaki sploh ne pogovarjamo. Da je napaka očitna, mora seveda biti to razvidno na prvi pogled, torej vkolikor ta napaka terja kakršnokoli razmišljanje naročnika ali posvetovanje s ponudnikom, to že kaže na dejstvo, da ne gre za očitno oziroma nebistveno napako. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da je bila včasih prepoved spreminjanja oziroma dopolnjevanja ponudb tudi v delu meril. Torej, pred novelo, z 1.3b, smo razlagali, da se ne sme spreminjati cene, ne sme se spreminjati tehničnih specifikacij in ne sme se spreminjati tistih elementov, ki so bili določeni kot merilo. Merila so bila sčrtana. Največkrat se med merili recimo pojavljajo reference kadra ali pa dodatne reference kadra in nekako smo zavzeli stališče, da če je dovoljeno reference popravljati v času, se pravi, ne v času, v preverjanju izpolnjevanja pogojev, torej v ugotavljanju sposobnosti, zakaj jih ne bi mogli dopolnjevati, popravljati, pojasnjevati tudi v fazi ocenjevanja ponudbe. Torej, merila kot taka zdaj niso več prepovedana v smislu, da se lahko dopolnjujejo oziroma pojasnjujejo z izjemo cene, ki je pa še vedno eksplicitno določena kot element, kjer se pač ne sme dovoljevati sprememb oziroma popravkov. Razen še vedno, če gre za očitno napako. Še vedno pa velja, da lahko se popravljajo računske napake, napake, ki so bile recimo zaradi napačno zastavljenega oziroma vnešenega davka na dodano vrednost, in pa napake, ki so se zgodile v formulah in je to napako zakrivil naročnik. V tem segmentu se te napake lahko odpravijo, odpravi jih naročnik, vendar pod pogojem, da se s tem pisno strinja ponudnik, pri katerem je ta napaka ugotovljena. Toliko malo za oris, da se spomnimo, kaj pravzaprav ta institut govori, kje so pa zdaj tiste, bom rekla, spremembe v tem tolmačenju oziroma določene stvari, na katere bi radi opozorili. Najprej v delu, oziroma dajmo se kar dotakniti tega vprašanja, ali naročnik mora zahtevati dopolnitev ali lahko. Nekako zdaj v praksi se je že precej razjasnilo, da gre za lahko, torej da je to diskrecijska pravica naročnika. To je tudi že dolgoletna praksa Državne revizijske komisije, ki je v več odločitvah, ampak nekje s tole, ki jo imate navedeno, se je to začelo razjasnjevati, da je iz zakona zelo jasno razvidno, da ima naročnik možnost, da lahko zahteva torej popravek, dopolnitev in da to ni njegova dolžnost. Je pa že Državna revizijska komisija nekako nakazala, da naročnik pri tem nima popolne diskrecijske pravice in da mora vedno upoštevati tudi vsa temeljna načela javnega naročanja. Sklicevala se je sicer zlasti na načelo transparentnosti in pa enakopravne obravnave. Je pa nekako po pregledu sodne prakse Sodišča Evropske unije prišlo tudi do ene sodbe, imate tule navedeno, ki je pa precej zanimiva in je zelo tako dala, bom rekla, potrkala je na vest naročnikov in mi se s to odločitvijo sodišča absolutno v celoti lahko poistovetimo in strinjamo. Namreč sodišče je v tej zadevi v enaki situaciji, torej naročnik je imel možnost, diskrecijsko pravico zahteva dopolnitev. Lahko se je odločil, bom zahteval, ne bom zahteval. Reklo, da če tudi ocenjevalna komisija, se pravi naročnik, ni dolžna iskati pojasnil v vsakem primeru, ko je ponudba dvoumno sestavljena, pa je dolžna pri vsebinski obravnavi vsake ponudbe ravnati z dolžno stopnjo skrbnosti.
In seveda v primerih, ko razpisni pogoji oziroma okoliščine razpisa kažejo na to, da ima ponudba neko dvoumnost in je možna preprosta razlaga te dvoumnosti, sodišče reče, in jo je mogoče zlahka rešiti, je ravnanje naročnika, da tako ponudbo zavrne, ne da bi uporabil svojo pristojnost zahtevati pojasnila, v nasprotju z zahtevami dobrega upravljanja. Sodišče celo reče, da gre za očitno napako, se pravi, naročnika. S tem smo nekako želeli povedati, da ta diskrecijska pravica naročnika vendarle ni neomejena, ni absolutna. Diskrecijska pravica naročnika oziroma prosta presoja ali prosti preudarek več izrazov obstaja zato, ima namreč to značilnost, da naročnik oziroma pač organ tudi v drugih primerih lahko izbira med več možnostmi. V našem primeru, torej v primeru Zakona o javnem naročanju in tega instituta, imamo pač dve možnosti. Ali to možnost pozivanja na dopolnjevanje uporabimo ali pa je ne. In v tem segmentu je mogoče res treba izpostaviti tudi odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2022, saj jih je več, ampak pač eno smo izbrali, ki je tudi zelo jasno povedalo, da organ lahko pri tem prostem preudarku, pri istem dejanskem stanju, izbira med pravno enakimi možnostmi in izbere tisto odločitev, ki jo šteje zaradi podanih okoliščin v konkretnem primeru, glede na javni interes, za najsmotrnejšo in najprimernejšo. Torej, kljub temu, da zakon reče, naročnik lahko zahteva in da načeloma govorimo, da gre za diskrecijsko pravico naročnika, moramo pri izvajanju postopkov javnega naročanja upoštevati tudi javni interes. Seveda v javnem interesu je gospodarna poraba javnih sredstev, učinkovito naročanje, zagotavljanje konkurence, enakopravna obravnava in tako naprej. In na tej podlagi smo to stališče dopolnili oziroma spremenili na način, da smo dali zelo jasno sporočilo, da je neprimerno, da recimo v primeru, ko ima naročnik več ponudb, na primer odprti postopek, 5 ponudb, najugodnejša je lahko tudi precej ugodnejša od naslednje, pri njej ugotovi neko pač pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče z uporabo tega instituta dopolnjevanja ali pojasnjevanja ponudbe odpraviti, pa tega ne naredi. Namreč zavrniti ponudnika zato, ker se nam ne zdi ukvarjati s tem, da bi ga pozivali na neko pojasnilo ali na neko dopolnitev, če je ta seveda dovoljena, da tega ne bi uporabili in izbrali dražjega ponudnika, je absolutno v nasprotju z gospodarno porabo javnih sredstev, bi rekla tudi z vsemi ostalimi načeli in lahko kaže tudi na malomarnost naročnika. Kar se tiče tega, torej diskrecijska pravica, ja, ampak ne absolutna, torej treba je pač od primera do primera res pretehtati, kaj je v določenem javnem naročilu najbolj primerno in pravilno ravnanje. Prej sem sicer omenila, pa bi na tem mestu še enkrat želela poudariti, še vedno nas pa zavezuje lastna razpisna dokumentacija. Če smo si recimo v razpisni dokumentaciji postavili pravilo, da ne bomo uporabljali tega instituta, potem imamo pač resno težavo, ker tega instituta ne moremo uporabiti. Zato je, bom rekla, ker po moji lastni oceni, pa mislim, da tudi pač po oceni direktorata, takšen zapis v razpisni dokumentaciji lahko neprimeren, ker nam kasneje onemogoča izvedbo postopka naročila, upoštevaje pač vsa načela javnega naročanja. V tem sistemskem tolmačenju smo se že takrat ob njegovi prvi pripravi, pa tudi zdaj pri prenovi, osredotočili tudi na precej bolj kot v ostalih tolmačenjih na prakso Državne revizijske komisije. Spet se ponavljam iz razloga, ker je na to temo dejansko največ vprašanj. In mogoče, če v nadaljevanju izpostavim nekaj bistvenih stališč Državne revizijske komisije, ki so vam lahko v pomoč, ko boste v dilemi, ali je neka sprememba ponudbe, dopolnitev dovoljena ali ne. Zdaj, eno od osnovnih stališč Državne revizijske komisije nekako izhaja iz teh navedenih 3 sklepov,
Obstaja mnogo več prakse, no, ampak nekaj takih smo vam tule pripravili, če se boste želeli kdaj podrobneje seznaniti s temi sklepi in dobiti neko širšo sliko. Mislim, da so ti res lepo obrazloženi, no, in pač dajo zelo dobre usmeritve. Se pravi, to prvo stališče je, da je prepoved spreminjanja določenih elementov že ex lege pač prepovedana. To so tehnične specifikacije in to je seveda cena. In s tem v zvezi nekako Državna revizijska komisija pove, da je glede na to ex lege prepoved, natančnost in skrbnost ponudnika še posebej pomembna ravno v tem delu ponudbe, ki se nanaša na predmet naročila in posledično seveda na določitev cene tega predmeta, in v tem delu je komisija pač stroga in ne dovoljuje nobenega popravljanja oziroma spreminjanja. In eden od teh sklepov, ta zadnji, torej ta tretji, že v bistvu tudi zelo jasno pove, da pri tehničnih specifikacijah, če v sami ponudbi ponudnik pove, kaj ponuja po svojem predmetu, ne predloži pa dokazil, če so bila zahtevana, naknadno pridobivanje teh dokazil ni dovoljeno na podlagi uporabe tega instituta dopolnjevanja in spreminjanja ponudb. Torej, če dokazila naročniki zahtevamo za dokazovanje, kaj je predmet naročila, morajo ta dokazila biti že v sami ponudbi in jih ne smemo pridobivati kasneje. Zelo zanimiva odločitev Državne revizijske komisije, ki gre v precej strogo smer, bom rekla, se nanaša na to pravzaprav isto stvar, tehnične specifikacije. Namreč ponudnik tudi v tej situaciji ni predložil zahtevanih dokazil, s katerimi bi seveda pač dokazoval, da njegovo blago, ki ga pa je navedel v ponudbi, izpolnjuje vse zahteve. Povedal je, da obstajajo katalogi, naročnik je pa seveda samoiniciativno, glede na to, da v zakonu piše, če naročnik lahko nek podatek preveri, sam ga je dolžan sam preveriti, našel te podatke v javno objavljenem katalogu in na ta način seveda pač presodil, da je ponudba dopustna. In Državna revizijska komisija je rekla, da glede na to, da je prepovedano odpravljanje kakršnihkoli pomanjkljivosti, ergo tudi pridobivanje dokazil v delu tehničnih specifikacij na strani ponudnika, da pač po analogiji mora veljati enako za naročnika, naročnik tudi sam ne sme poiskati teh podatkov in posledično ne sme na te podatke opreti svoje odločitve o dopustnosti ponudbe. To je mogoče nekoliko skregano z načelom učinkovitosti, ampak takšna je pač praksa Državne revizijske komisije. Skratka, ko gre za tehnične specifikacije, če res ne gre za neko očitno napako, ne se tega dela dotikati oziroma ne v tem delu uporabljati instituta dopolnjevanja in spreminjanja ponudb. Nekaj zanimive prakse tudi pri zamenjavi kadrovskih struktur oziroma pri menjavi vlog. DKOM je zdaj že kar nekaj časa seveda zavzela stališče, da zamenjava kadrovske strukture, torej zamenjava kadrovske ekipe, ni dovoljena sprememba, predvsem iz razloga, ker se te spremembe ne da pač preveriti oziroma sestava kadrovske strukture, reče Državna revizijska komisija, je nekaj, kar predstavlja poslovno odločitev ponudnika in te poslovne odločitve pa ni mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka za oddajo ponudb. Zato, če nekdo v kadrovski strukturi ponudi Janeza in Metko, ne more kasneje reči, da bosta delala Janez in Mojca. V drugem delu pa, oziroma v drugem primeru, pa Državna revizijska komisija tudi pove, da ni dopustno pojasnjevati vlog gospodarskega subjekta v ponudbi. In nekako tudi zaključi, da mora biti že iz ponudbe razvidno, oziroma iz celotne dokumentacije, ki je predložena do roka za prejem ponudb, v kakšni vlogi kdo nastopa. Torej, ali je ponudnik, ali je partner, ali je podizvajalec, ali je kapaciteta. In iz enakega razloga kot v prejšnji zgodbi, torej ta poslovna odločitev, ki je ni mogoče preveriti pred iztekom roka, DKOM v bistvu pove, da če mi, ko dobimo na mizo ponudbo, iz nje ne vemo zagotovo, ali ima nekdo podizvajalca, ali se sklicuje na kapaciteto,
da ni dovoljeno pozivati na pojasnjevanje. Tukaj smo mi dolgo let, zlasti v primerih, ko smo pojasnjevali ESPD, nekako dajali usmeritve naročnikom, da kadar ni povsem, ali pa kadar niste povsem prepričani, ali ponudnik uporablja nekoga in je ta subjekt njegov podizvajalec, ali gre zgolj za kapaciteto, vprašajte ponudnika za pojasnila, da si boste zadeve kot naročniki lahko razjasnili. Namreč ločitev med tem, ali je nekdo kapaciteta ali pa podizvajalec, je zelo pomembna, ker obstaja ena bistvena razlika med tema dvema vlogama. In ta bistvena razlika je v tem, da imajo podizvajalci pravico zahtevati neposredno plačilo in v tem primeru ima tudi naročnik dolžan neposredno tega podizvajalca plačevati. V kolikor pa neposrednega plačila ni, ima pa ponudnik obveznost, da po koncu posla predloži ustrezne izjave in v kolikor tega ne naredi, je to tudi prekršek. Ta prekršek pa lahko ima za posledico tudi izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja. Zato ves čas opozarjamo, da je res izjemno pomembno, da naročnik ve, kakšno vlogo ima določen subjekt, gospodarski subjekt v ponudbi. In ker je ESPD obrazec tak, kakršen je, kompleksen in še vsa ta leta še vedno predstavlja kar izziv tako ponudnikom kot tudi naročnikom kot predvsem ponudnikom. Pri ponudnikih zlasti zato, ker so zmedeni, v katerem delu naj označijo, da gre za kapaciteto in v katerem za podizvajalca, in v resnici niti sami povsem dobro ne razumejo, kakšna je razlika med njima. Iz tega razloga in glede na to prakso Državne revizijske komisije si jaz ne upam več svetovati naročnikom, da če niste prepričani, vprašajte ponudnika, v kakšni vlogi je nekdo. In zato morda bolj na mestu zdaj nasvet, da zelo jasno zapišete v razpisno dokumentacijo, kaj pomeni podizvajalec, kaj pomeni kapaciteta tretjega, kaj je ponudnik, kaj je skupina ponudnikov in kje točno naj ponudnik to v ponudbeni dokumentaciji označi, zato da boste pač ob pregledu ponudbe natančno vedeli, kakšno vlogo ima določen subjekt. Še glede teh kadrovskih zasedb, zamenjava vlog dveh oseb pa ni problematična. Se pravi, prej smo imeli Janeza in Metko in če se Metka zamenja z Mojco, to ni v redu. Če pa imamo Janeza in Metko in Janez in Metka ostaneta, samo zamenjata to, kaj bosta počela, pa z vidika Državne revizijske komisije ni problem, zato ker ne gre za menjavo kadrovske ekipe, ampak samo za zamenjavo vlog. Se je pa pri zamenjavi kadra, seveda potem ob vseh teh odločitvah, zgodila mogoče ena odločitev, ki je povzročila nekaj zmede. In zato bi se mogoče na tem mestu majčkeno bolj posvetila tej odločitvi. Gre za zamenjavo kadra v primeru menjave podizvajalca. Namreč šlo je za primer, ko je naročnik zahteval eno referenco podjetja in ob enem en strokovni kader z neko ustrezno referenco. In ponudnik je in referenco in ta kader izpolnjeval s podizvajalcem, pri čemer ta referenca podizvajalca ni bila ustrezna in je naročnik pozval ponudnika, da ali zamenja referenco ali pa zamenja podizvajalca s kadrom. Zdaj, menjava reference seveda ni problematična sama po sebi, to že vemo, ampak ta ponudnik je dal novo referenco, ob enem pa zamenjal kader pri istem nominiranem podizvajalcu. In Državna revizijska komisija je pač rekla, da menjava kadrovske zasedbe po izteku roka za oddajo ponudb ni dovoljena, ker gre za pač voljo, ki jo ni mogoče objektivno preveriti pred iztekom tega roka. Je pa Državna revizijska komisija se opredelila tudi do druge možnosti, ki jo je dal naročnik, ampak je ponudnik ni izkoristil, in to je menjava podizvajalca. In da ne bom predolga, sporočilo Državne revizijske komisije oziroma njenega stališča je, da če je nekaj s kadrom narobe pri podizvajalcu in se podizvajalec zamenja, se seveda posledično zamenja tudi kader. Ampak v tem primeru gre za uporabo instituta po 81. členu, torej zamenjava
podizvajalca in naročnik, če ugotovi, da je nekaj s podizvajalcem narobe, je dolžan zahtevati menjavo podizvajalca. In v tem primeru seveda ponudnik ponudi novega podizvajalca, posledično novo referenco, drugo referenco podizvajalca in tudi drug kader, ker prejšnjega podizvajalca seveda v tej igri več ni. Če pa ponudnik zamenja kader pri podizvajalcu, ki je že nominiran bil v ponudbi, pa to ni dovoljeno, zato ker gre pa tukaj za uporabo instituta 89. člena, torej ne gre za menjavo podizvajalca, gre samo za uporabo možnosti dopolnitve spremembe ponudbe, in ker spremembe ponudbe pri kadrovski zasedbi niso dovoljene, seveda menjava kadra pri podizvajalcu, ki ostane v ponudbi in ni zamenjan, ni dovoljena. Gre za eno odločitev Državne revizijske komisije, ki tudi svetujem, da ko boste imeli mogoče med poletjem kaj več časa, da si jo preberete. In če gremo še na naše zadnje sistemsko tolmačenje, konkurenčni postopek s pogajanji, ta je dopolnjen oziroma spremenjen pravzaprav ravno iz razloga, ki sem ga prej pojasnila pri institutu dopolnjevanja in spreminjanja ponudb, in to je ta diskrecijska pravica pozivati na dopolnitev. Ampak preden pridemo do tja, samo da na hitro osvetlimo ta postopek, se pravi konkurenčni postopek s pogajanji je postopek, ki ga lahko uporabljamo naročniki zgolj na splošnem področju, v 3 primerih. Če je javno naročilo oziroma če je ocenjena vrednost naročila pod evropskimi pragovi, ga lahko uporabljamo pač vedno, ni nobenih posebnih pogojev. V ostalih primerih pa ga lahko uporabljamo takrat, ko ne znamo prilagoditi nekih rešitev, ki že obstajajo, ali gre za neke inovativne rešitve, ali gre morda za neke okoliščine, ki terjajo ustrezna predhodna pogajanja oziroma nimamo morda dovolj znanj za natančno definiranje tehničnih specifikacij, kar se v praksi uporablja redko. In pa ta tretji razlog, ki je pa dejansko najbolj pogost razlog za uporabo konkurenčnega postopka s pogajanji, to je pa nadaljevanje predhodno neuspešnega transparentnega postopka. Se pravi, če mi v odprtem, omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti dobimo le določene nepopolne ponudbe, je to eden od pogojev, da lahko gremo v konkurenčni postopek s pogajanji. Ta nepopolnost ponudb je seveda v zakonu definirana, to pomeni, da gre za napake, kot so, da ponudba ni skladna z razpisno dokumentacijo, da je neobičajno nizka, da presega naročnikova zagotovljena sredstva. V zakonu piše tudi prepozna, ampak to je v praksi danes praktično nemogoče. Skratka, če imajo ponudbe v transparentnem postopku eno od teh pomanjkljivosti, imamo možnost uporabe konkurenčnega postopka s pogajanji. Ni treba, da imajo vse ponudbe enako napako, mora pa vsaka ponudba imeti vsaj eno od teh napak. In v tem primeru se lahko naročnik odloči, da gre v konkurenčni postopek s pogajanji na klasičen način, to je z objavo obvestila o naročilu, zbiranjem kandidatov v prvi fazi in v drugi fazi s povabilom k oddaji ponudb, torej klasičen dvofazni postopek. Seveda pa v praksi tega ne počnemo, uporabimo drugo možnost in to je konkurenčni postopek s pogajanji brez objave, torej brez izvedbe predhodne faze. Tega pa lahko seveda uporabimo samo pod pogojem, če povabimo k oddaji ponudbe vse ponudnike, ki jim je priznana sposobnost. Torej, ponudnike, za katere ne obstaja razlog za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje. V tem primeru to pomeni, da preskočimo prvo fazo, gremo direktno v drugo fazo in imamo 2 možna načina, kako to izvedemo. Tukaj pravzaprav v tem delu niti ni nobenih novosti, ampak vseeno je pač pomembno, da na te stvari opozorimo. En način je, in to je tudi način, ki je bližje Evropski komisiji, da v predhodnem transparentnem postopku izvedemo v primeru, ko se bomo na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti odločili, da gremo v konkurenčni postopek s pogajanji brez objave, preverjanje usposobljenosti
izvedemo na temelju tega, da zaupamo ESPD-ju oziroma izjavi, če gre za naročilo male vrednosti. Izvedemo postopek in dokazila pred izdajo odločitve zahtevamo v tem drugem, torej konkurenčnem postopku s pogajanji v tej drugi fazi, od najugodnejšega ponudnika, v tem primeru seveda na presečni datum preverjanja v predhodnem postopku. Tukaj se nam seveda lahko zgodi, da glede na to, da verjamemo ESPD-ju, da spustimo v tak drug konkurenčni postopek subjekt, za katerega bi se lahko izkazalo, da ne izpolnjuje pogojev oziroma da obstajajo razlogi za izključitev in bi imeli seveda težavo. Ampak to je ena od možnosti. Druga možnost pa je, da dejansko v predhodnem transparentnem postopku preverimo vse ponudnike na način, da pridobimo tudi dokazila. Na ta način smo 100%, da bomo v ta konkurenčni postopek s pogajanji brez objave dejansko povabili usposobljene ponudnike. V tem primeru, potem ko izvedemo ta postopek, v tem konkurenčnem postopku ne izvajamo več preverjanj, niti ne pridobivamo dokazil, ker smo vso to fazo izvedli že dejansko v prvem postopku. Ampak, in zdaj pridemo do tega pomembnega sporočila, ki ga imamo na Direktoratu za javno naročanje v zvezi s tem postopkom za vas. Tudi tukaj je zelo pomembno, da se zavedamo neabsolutnosti diskrecijske pravice naročnika glede uporabe instituta dopolnjevanja in spreminjanja ponudb. Namreč bila je situacija dejanska, obstaja tudi odločitev Državne revizijske komisije, ki ne pove tega, ampak na tej podlagi smo pravzaprav prišli do tega zaključka. Namreč, kaj je namen uporabe konkurenčnega postopka s pogajanji? V tem, in to pravi uvodno pojasnilo direktive, da pridobimo pravilne in sprejemljive ponudbe. In glede na to, da običajno konkurenčni postopek s pogajanji delamo v primerih, ko v predhodnem postopku dobimo predrage ponudbe, če poenostavim. V ta konkurenčni postopek s pogajanji pa lahko povabimo brez objave obvestila, torej netransparentno, samo tiste, ki so usposobljeni. Se nam lahko zgodi, da imamo recimo v odprtem postopku, bodimo precej konkretni, 5 ponudb. Od teh 5 ponudnikov oziroma vseh 5 ponudb presega naša zagotovljena sredstva, kar pomeni, da že imamo izpolnjen prvi pogoj, da lahko gremo v konkurenčni postopek s pogajanji z namenom nižanja cene. Od teh 5 ponudb 2 ponudnika nimata recimo ustreznih referenc. Mi, gledano strogo ex lege, lahko rečemo, da nam ni treba uporabiti instituta dopolnjevanja in teh 2 ponudnikov ne pozovemo na pojasnilo ali zamenjavo te reference in rečemo, da ne izpolnjujeta pogojev in v postopek, konkurenčni postopek s pogajanji povabimo samo preostale 3 ponudnike. Kar pomeni, da smo mi v postopek s pogajanji, kjer se bomo dejansko z vidika gospodarnosti pogajali o tem, da znižamo ceno, v našem primeru, ker imamo predrage ponudbe, uvrstili samo 3 ponudnike, 2 pa ne. In smo si bistveno zožali tukaj konkurenco. Če pa bi uporabili ta institut, ki nam ga zakon dopušča v okviru svojih omejitev, in ta 2 ponudnika pozvali na dopolnitev ponudbe v delu pač teh naših, v tem primeru, neustreznih referenc, bi lahko imeli v konkurenčnem postopku 5 ponudnikov, s katerimi bi izvajali ta pogajanja. Zato pač tukaj tudi apel, da pri izvedbi tudi konkurenčnih postopkov s pogajanji, ki jih delamo naročniki brez objave in v ta postopek povabimo usposobljene ponudnike, da smo pri presoji te usposobljenosti dejansko zelo skrbni in s tresočo roko, bi rekla, uporabljamo to diskrecijsko pravico, oziroma naj bo raje pravilo kot izjema, da ponudnike v tem primeru vendarle poskušamo oziroma jih pozivamo na dopolnitev oziroma pojasnitev ponudbe, da na nek način poskušajo doseči svoj status usposobljenega ponudnika, da lahko potem v nadaljevanju postopka z njimi preidemo dejansko na konkretna pogajanja in imamo na ta način zagotovljeno večjo konkurenco. Namreč konkurenčnost je tudi zelo pomembna za sam sistem naročanja. Vem, da se verjetno srečujete s situacijami, kjer nimate ravno po 5 ponudb na postopek in bi si jih želeli imeti, ampak jih imate manj, zato je še
toliko bolj pomembno, no, da poskušamo čim več ponudnikov seveda pridobiti v postopke javnega naročanja in na ta način seveda povečati konkurenčnost, kar pa vpliva na mnogo vidikov, ne samo v sistemu javnega naročanja, ampak tudi sicer v družbi. Kar se tiče naših sistemskih prenovljenih tolmačenj, je to bilo z moje strani v bistvu vse. Upam, da sem na ustrezen način osvetlila, orisala tiste najbolj pomembne novosti in spremembe. Na tem zadnjem slajdu lahko vidite tudi to, kar dobite tudi sicer vedno v naših DN novicah, na kakšen način lahko pridete v stik z nami, teh možnosti je več. Zgolj opozarjam, da v poletnem času med počitnicami telefonsko svetovanje samo enkrat na teden ob sredo, ves čas pa torej 24h/7 praktično deluje helpdesk in pa seveda prevzemanje prošenj za pisna pojasnila in kot je rekel že tudi direktor, tudi v mojem imenu pač zelo vabljeni 26. septembra na to konferenco Ministrstva za javno upravo. Jaz mislim, da bo to enkratna priložnost, da se po dolgem času in dejansko z vsemi našimi sodelavcami, ki stojijo za temi telefonskimi in drugimi svetovanji, srečamo v živo in se tudi na ta način spoznamo. Z moje strani torej najlepša hvala za vašo pozornost. Glede na to, da smo proti koncu junija, pa vam želim seveda tudi čim bolj toplo, lepo poletje, tisti, ki ne marate toplega, čim več sence in uživate na dopustih, pa se srečamo spet jeseni. Hvala lepa. Hvala lepa, Urška. Torej, hvala vsem za pozornost in sodelovanje tudi v imenu Upravne akademije. Najlepša hvala izvajalki magister Urški Skok Klima in Sašu Matasu iz Direktorata za javno naročanje.